Hvaljen Jezus in Marija. Spoštovani gledalci televizije Exodus, pri današnjem premišljevanju se bomo navdihovali o besedah prvega berila današnjega evharističnega bogoslužja, kjer prerok Izaija sprašuje in odgovarja. Mar ne veš, mar nisi slišal? Gospod je večni Bog, stvarnik koncev zemlje. On se ne utrudi in ne opeša, nedomljiva je njegova razumnost. Prerok Izaija, ki ga v tem svetem adventnem času pogosto beremo, s temi besedami izpoveduje svojo vero v Boga, ki je njegovo trdno prepričanje o edinem Bogu. Gospod je večni Bog, stvarnik koncev zemlje. Prerok je našel svoj temelj življenja, svoje težišče, svoje središče v Bogu, ki je večen in ki je stvarnik vsega, kar obstaja. V izpovedovanju te vere smo si zelo blizu s prerokom Izaijem, ki še ni bil kot mi deležen polnosti Božjega razodetja v Jezusu Kristusu. Bog se nam je dokončno razodel v svojem edinorojenem Sinu Jezusu Kristusu. V nicejsko-carigrajski veroizpovedi spovedujemo podobno kot prerok Izaija. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. Izpovedujemo, da je Bog eden, ki se nam razodeva v treh Božjih osebah, Oče, Sin in Sveti Duh. To je osrednja skrivnost naše lepe vere in krščanskega življenja. Kakšne posledice ima za nas izpovedovanje vere v enega Boga? Najprej gotovo to, da spoznavamo veličino in veličastvo Boga, kolikor pač zmoremo svojim umom. Kolikokrat, na primer, premišljujemo o njegovi vsemogočnosti, o njegovi večnosti ali brezčasnosti, da ni ujet v naše štetje časov. Pred Gospodom je en dan kakor 1000 let in 1000 let kakor en dan, je zapisal apostol Peter. Vera v enega Boga zagotovo terja tudi to, da živimo v nenehnem zahvaljevanju, kakor priporoča sveti Pavel, ko pravi: vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Čut hvaležnosti za Božje odrešenje, za dar življenja, za stvarstvo, v katero smo bili poklicani, za osebne darove in še bi lahko naštevali. Apostol Pavel se je drže hvaležnosti zelo dobro zavedal, ko je kristjanom Korintom zapisal: kaj pa imaš, česar bi ne prejel? In če si prejel, kaj se ponašaš, kakor da nisi prejel? Smo večni dolžniki. Nadalje nas vera v enega Boga vabi, da bi se zanesli na Boga, vedno in povsod, celo v nezgodah. Prerok Izaija je bil prepričan, da se on, to je Bog, ne utrudi in ne opeša, nedoumljiva je njegova razumnost. Bog daje tisto gotovost, trdnost, da se na njo lahko vedno zaneseš. Ko so Izraelci v stari zavezi vstopali v Jeruzalemski tempelj, so običajno molili tale psalem, ki zelo poudarja Božjo obličino in vzbuja v srcih gotovost, varnost. Takole so molili: svoje oči dvigam k goram, od kod bo prišla pomoč zame? Moja pomoč prihaja od Gospoda, ki je naredil nebo in zemljo. Ne bo dal, da bi tvoja noga omahovala, tvoj varuh nikoli ne dremlje. Glej, ne zaspi, ne zadremlje Izraelov varuh. Gospod je tvoj varuh,
Gospod je tvoja senca na tvoji desnici, ne bo ti škodilo sonce po dnevi, ne luna po noči. Gospod te bo varoval vsega hudega, varoval bo tvojo dušo. Gospod bo varoval tvoje odhajanje in prihajanje od zdaj in na veke. Vera v enega Boga nas nadalje vabi tudi, da priznavamo resnično dostojanstvo vseh ljudi, ker so ustvarjeni po Božji podobi in sličnosti. To si je dobro priklical spomin, ko se v nas prebuja zavist ali sovraštvo ali kakšno drugo neprimirno čustvo zoper drugo osebo. Vsakdo je Božja ustvarjenina z vsem tistim, kar ima in morda tudi, kar mu manjka po naši presoji. Boga ljubi, tako kot ljubi mene. Naučiti se drugega gledati z Božjimi očmi, z Božjim pogledom. To lahko vsaj malce polepša naše sobivanje. Končno nas vera v enega Boga vabi, da dobro uporabljamo ustvarjene reči. O tem se zadnje čase veliko govori. Včasih smo celo že na meji panteizma, ki enači Boga z naravo oziroma povzdiguje naravo na raven božanskega. Vera v enega Boga pa nas spodbuja, da ustvarjene reči dobro in prav uporabljamo, da jih ne zlorabljamo. Sem gotovo sodi tudi varovanje stvarstva, ker je delo stvarnika, delo njegove ljubezni. V veroizpovedi izpovedujemo tudi, da je Bog vsemogočen. Kaj to pomeni? V Svetem pismu najdemo različne trditve, ki namigujejo na to oznako Boga. Na primer, v knjigi Psalmov je zapisano, da je Bog kralj veličastva, da je Bog silni junak, da je Gospod nad vojskami, da sta njegova zemlja in kar jo napolnjuje. V Novi zavezi iz angelovih ust slišimo, da Bogu ni nič nemogoče. Cerkev v tem vidi njegovo vsemogočnost. Njegova vsemogočnost se razodeva v ustvarjenju sveta iz nič. Razodeva se v ustvarjenju človeka iz ljubezni, a zlasti v učlovečenju in vstajenju njegovega sina. Razodeva se tudi v daru posinovljenja, ki smo ga pri krstu vsi prejeli in v odpuščanju grehov. Zato, ne vem koliko ste pozorni, se cerkev obrača svojo molitvijo skoraj vedno ali pa zelo pogosto s to besedo vsemogočnega, večnega Boga. Iz te vere je hkrati razvidno, da če je Bog vsemogočen, je človek omejen. Ni in ne more biti na isti ravni. Pripoved o babilonskem stolpu, recimo, kjer je bila želja, da bi ljudje storili vse, karkoli bi jim prišlo na je glede tega zelo poučna. Pri graditeljih stolpa je prišlo do zmešnjave in zmede. To se navadno zgodi tam, kjer človek prevzame mesto Boga in na primer odloča o življenju in smrti. Tudi današnja molitev v mašni knjigi je naslovljena na vsemogočnega Boga. Prisluhnimo ji. Vsemogočni Bog, naročaš nam, da pripravimo pot Kristusu odrešeniku. Naj nas pri tem ne ovirajo naše slabosti, ampak naj nas krepi in tolaži navzočnost Božjega zdravnika, ki s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.